Na področju avtomobilizma in mobilnosti nasploh se je začela jesenska vročica. Pregled novic začnemo z Audijem A6 s 5. generacijo. Ta nadaljuje popolno preobrazbo te znamke, ki poleg množice asistenčnih sistemov za polsamodejno vožnjo prinaša tudi nov način upravljanja. Vozilo je popolnoma digitalizirano in upravljanje vozila je tako enostavno kot upravljanje pametnega telefona. Torej, če želimo premakniti konco, jo enostavno se postavimo na njo in jo prenesemo na mesto, kjer jo želimo imeti. Na slovenske ceste je zapeljal tudi novi Citroenov Berlingo. Njegov glavni adut pa je vsekakor družinska prostornost, ta je danes postala težko dostopna vrlina. Je pa ta mali kombi postal kljub svojemu tovornemu poreklu še veliko bolj šik. Volvo je v druščino novodobno oblikovanih avtov dodal karavan V60. Novosti so znane, ogromna množica varnostnih elementov, prestiž in švedski dizajn. Hyundai je pripeljal dva prenovljena novinca, Tucsona in i20. Pri obeh je zaznati, da hočeta biti značajsko bolj izrazita, po novem Hyundai ne bodo več zgolj avti za racionalne, ampak tudi avti, ki si jih želite. Ideje slavnega dizajnerja Petra Schreierja so ob tem seveda ključnega pomena. Živahen karakter pa je značilen tudi za že drugič prenovljenega Ayga. Igrivega malčka manjšega razreda lahko po novem unikatite z res številnimi dodatki. A na domači predstavitvi je še bolj odmevala Toyotina napoved svojih preventivnih aktivnosti, s katerimi želi Toyota prevzeti drugačno vlogo v slovenski družbi. In Slovenia, 30% of the car accident is done by the young people, and 30% of this cause is by the alcohol. As a car supplier, we feel responsibility for this car accident. We don't want to just sell cars and maintain cars. We want to do the social contribution. This is a new value for Toyota. Japonci so sicer objavili tudi presenetljivo novico, da v ponudbo vračajo Corollo. Tretji Auris bo namreč spet Corolla, že 12. Corolla. Toliko generacij se jih je namreč nabralo v 50 letih. Corolla ostaja v Bruslju zasnovana Toyota, nastajala bo v Veliki Britaniji, k nam pa pride na prelomu leta. Predstavljamo vam tudi 360-stopinjskega Volva, luksuzno cestno ladjo, v kateri je vse podrejeno udobju potnikov. Vse delo namreč opravi avto samostojno. Veliko bliže sedanjosti je Renaultova Arkana, terenski kupe, ki naj bi najbolj navduševal Ruse, a je jasno, da se bodo interesenti našli še kje drugje. Nemški kamper Detlefs pa je predstavil počitniško prikolico z vgrajenim elektromotorjem, ki lajša delo vlečnemu vozilu. Prikolici električno energijo zagotavljajo sončni kolektorji. Električni pogon postaja realnost tudi pri motociklih. Vespa je zdaj uradno na voljo tudi kot elektrik. V razvoj električnih skirojev pa je vložil celo Uber. Mimogrede še to. Na Otoku razmišljajo, da bi nizkoemisijske avte opremili z zelenimi registrskimi tablicami. Nismo pa spregledali novice, da so podrli svetovni rekord z jadralnim letalom. Zračni stebri so letalo Airbus Pearland 2 povzpeli do višine 23.203 metre. To je skoraj za kilometer višje, kot je letel sloviti ameriški U-2.